Zdaj, preden pa nadaljujem z nekimi podatki o problematiki teh tekstilnih vlaken v okolju, pa mene zanima pri vas. Torej, kako bi vi ocenili vašo, bomo rekli, to potrošniško aktivnost, kar se tiče tekstila, in me zanima, koliko kosov oblačil mesečno kupiš v povprečju zase. Saj verjamem, kakšen mesec nič, kakšen mesec več, pa dajmo poskusiti najti eno številko, ki bi opredelila povprečno vaš mesečni nakup. Nekje manj kot kos na mesec, oziroma mislim, da smo tudi rekli več kot 6 ali 7, tako da sem sklepala, da nekje tukaj vmes se najde večina, me pa res zanima, kje potrošniško mi trenutno smo. Zaenkrat ste se odločili za 5 možnosti, torej manj kot en kos, 1, 2, 3, imamo pa tudi več kot 6 kosov. Tako da zaenkrat se gibljamo tukaj od 0 do 3, tudi 4, ne, vidimo v bistvu, da imamo zelo različne potrošniške navade in eden izmed namenov današnjega webinarja je tudi, da se mogoče ob tem, ko kupimo ali ko, bomo rekli, zavržemo tekstil, malo zamislimo tudi z vidika, okoljskega vidika. Ja, nogavice, ja, mogoče obutev pa ne, sicer obutev, tudi lahko smatramo kot, bomo rekli, proizvodi, ki prispevajo k tej problematiki, sploh podplati, obutev in pa potem obraba in pa drgnjenje oziroma trenje podplata z površino tudi prispeva k tvorbi mikroplastike v okolju, ampak tukaj zdaj govorimo o tekstilnih vlaknih. Okej. Tako, ja, smo zelo različni, vidim pa, da zaenkrat prevladuje odgovor 3, torej nekje povprečju 3 kose oblačil. Zdajle, to sem dala vprašanje zato, ker vas bom pa zdaj soočila z nekaterimi podatki, ki so dostopni torej globalno, torej za celoten svet.